Pozdravljeni, z vami sem Inka Gantar in danes tudi odgovarjam na vprašanje o tem, kako si pomagati pri preobremenjenosti. In sicer dobila sem vprašanje od mamice, dva majčkena otročka. In v glavnem, zgodaj so se ji začele pojavljati gubice, željo ima po sladkorju, občutek ima, da ne more nadzorovati svoje hormone, v glavnem pojedla bi piškote, čokolado in tako naprej. Potem je pa iskala nasvete pri naturopatiji in dobila diagnozo oziroma dieto za vranični tip. In sicer naprej razlaga, da sicer vse lepo in prav, ampak da ne zmore vsako jutro jesti proseno kašo in enostavno vidi, da enostavno na ta način, strikten način, ne zmore priti do želenih rezultatov. In v glavnem sprašuje, ali obstaja lažji način, da se rešijo jetra in da vpliva na svoje dobro počutje, predvsem pa, da se ji zmanjša želje po sladkem. Seveda obstaja. Zdaj tako, tisti, ki poslušate moj kanal, vidite, da se pogosto moji nasveti tepejo ali pa izključujejo z nasveti naturopatije, ko me znam izreči, v glavnem, in da enostavno človek ne more obema slediti, glikemičnemu indeksu po eni strani in po drugi strani nasvetom naturopatije. Se pravi, kaj narediti v tem primeru? No, jaz se držim preproste tehnike, zdrave kmečke pameti, temu se pa da slediti. Zato, ker na koncu koncev tudi jaz sem imela majhne otroke in vem, kako je bilo, ko sem sama preizkušala različne diete in na koncu zmerom po vsaki dieti prišla do zaključka, ne zmorem. Enostavno mi je bilo pretežko. Zdaj, prvo načelo pri zdravem preoblikovanju telesa, pri zmanjšanju želje po sladkem in pri razstrupljanju jeter je, treba je ukiniti ves alkohol. To je v vsakem primeru, alkohol mora iti stran. Dejstvo je, da alkohol dodatno obremeni jetra. Naslednja stvar, kar je pa potrebno, pomislite, kje je gluten. Zdaj, če ne veste sami, kje je gluten, lahko vzamete v roke knjigo, ko ima življenje žur in imate tukaj noter točno razložen, kje dobite gluten. Predvsem gluten za vse tiste, ki imate težave s tem presnovnim traktom vašega telesa, je pač opozorilo telesa, da bo treba pač gluten dati stran. Zdaj, mogoče se vprašate, zakaj, če ste nekoč lahko jedli gluten, zdaj pa ne več. Gluten je v bistvu v pšenici. Pšenica, ta, ki jo danes jemo, je pa močno škropljena, se pravi obremenjena in v bistvu te strupi se v našem telesu nalagajo in nalagajo in nalagajo in mogoče ste svoje telo pripeljali do tega, da enostavno reče, dovolj, tega ne prebavljam več. In zato boste videli, ko boste dali stran gluten in mogoče dajte preizkusiti kaj z mišičnim testom, boste videli, vaš mišični test vam pove vse. No in danes sem še z eno gospo govorila, sem rekla, dajte proba z mišičnim testom, je rekla, moje telo me ne uboga. Ja, najprej je treba počistiti potrebo po kontroli in sebi ne smem zaupati in potem lahko začneš v tej smeri delati. Se pravi, alkohol stran, gluten stran, to sta zdaj dve stvari, ki močno obremenjujeta jetra. Zdaj pa naslednja stvar moramo pomisliti, ali imamo kakšna zdravila, kakršnakoli, nadomestno hormonsko zdravljenje, kontracepcijo, uspavalne tablete, pomirjevalne tablete. Vse te tablete se čistijo preko jeter. In seveda, ko uživamo take tablete, ki mogoče na prvi pogled so pač nič slabega, ne, za naše telo, vidimo, da se nekje pač nalaga. In ko jetra odreagirajo, jetra so pa zdaj povezana naprej s solarnim pleksusom, pomeni, da smo v tem predelu oslabljeni. In ko smo pa v tem primeru oslabljeni, je pa to je center naše osebne moči. Se pravi, kako jaz stojim, kako se postavim, prav center naše osebne moči. Ker vemo, srčna čakra je center ljubezni do drugih. Ampak solarni pleksus, popkovna čakra, to sta pa dva centra, ki sta točno povezana s tem, kako jaz stojim v tem svetu, kako se postavim, kako prav center samovrednotenja. In zdaj, če imam ta predel oslabljen še iz mnogih preteklih življenj,
če sem bila v enem od preteklih življenj recimo zastrupljena, je velika možnost, da bom v tem življenju imela pač slab želodec, da zdaj pa ne zmorem prebaviti stvari, da kakor me skrbi, se mi pozna na želodcu, ali pa recimo, kakor me nekaj jezi, se mi pozna to na jetrih, tudi skrbi, strah. Strah se lahko prilepi na nadledvični žlezi, ampak lahko se pa naseli tudi v jetra. Da vi boste sami preizkusili, katero čustvo je tisto, ki slabi delovanje vaših jeter, in zdaj posledično pa telo nekaj zahteva. In kaj vam sporoča telo, ki neprestano hrepeni po piškotih, po sladkariji, po čokoladi? Se pravi, ste podhranjeni, ampak s čim? Telo vam sporoča, da vam manjka v prvi vrsti B-vitamina in beljakovin. Zdaj pa človek pomisli, kje naj dobim B-vitamin pa beljakovine? Mogoče skuta, če jo prebavljate, albuminska skuta, mandlji recimo, ali pa pršut. Ampak pri vsakem obroku se morate vprašati, kje so tukaj beljakovine, ker v beljakovinah dobite B-vitamin. In dajte preizkusiti na sebi preprost test, lahko danes zvečer. Se pravi, lahko probate danes zvečer, boste pojedali 2 koščka čokolade in opazujte svoje telo, kaj se zgodi. Lahko vas bo začelo čez pol ure boleti pod rebri, lahko se vam bo sprožila lakota, lahko boste postali utrujeni in boste občutek, da ste kar železa na kavč. Možno, če vam cukor pade. In potem samo preizkusite, mogoče ne danes, ampak jutri, da pa zvečer jeste popolnoma brez ogljikovih hidratov, oziroma da pri vsakem obroku pojeste nekaj od beljakovin. Se pravi, če jeste mlečne izdelke, ob vsakem obroku pojeste eno žlico skute ali pa en deci jogurta. Če ne jeste mlečnih izdelkov, boste ob vsakem obroku pojedli eno fetko pršuta. Dajte poizkus to in boste videli, kaj se bo zgodilo v vašem telesu, ker je možno, da vaše telo tako močno kriči po teh beljakovinah, da ne zmore več. No, zdaj pa naprej, če pomislim, tam gospa seveda sprašuje, če se da na kakršenkoli način pomagati pri tem, da se iztopi maščoba okrog trebuha. Če se ji da na kakršenkoli način pomagati pri tem, da bo imela več energije, ker dejstvo je, da na ta način ne zmore več. Zdaj, kaj sem jaz takrat uporabljala, ko sem imela 3 majhne otroke in sem vedela, kaj moram narediti, ker dejstvo je, v prvi vrsti te potrebujejo otroci. Vam povem, da Formula 4, po njej sem bila jaz kot Formula 1 in mislim, da me je danes ena gospa vprašala, je rekla, ampak te vitamine jih pa moraš doživljenjsko jesti. Se rekla, gospa, se vam ne zdi, da je to zelo daleč naprej doživljenjsko? Se rekla, ampak vas bom z druge strani vprašala. Ko vi greste na servis, peljete avto in vam rečejo, da pač rabi dodatek za gorivo, a boste vi vprašali, a to pomeni, da jaz moram to tankati v moj avto do takrat, da bo za na odpis. Verjetno vam bojo rekli, ta trenutek je pametno, da dodate dodatek. In če ste ta trenutek kronično utrujeni, vzemite Formulo 4, vzemite omega 3, se pravi Formula 4, zato da boste kot Formula 1, omega 3, da vam stopi maščobo na trebuhu, ker klin se s klinom zbija, omega 3 deluje na žlezo hipofizo, hipofiza deluje na tvorjenje rastnega hormona in hkrati deluje na to B-vitamin v formuli pomiri stresni hormon in C-vitamin zaradi tega, ker te dva skupaj gradita rastni hormon. Zdaj pa kdaj to jemati? Omega 3 in C-vitamin vzamete zvečer, lahko poleg večerje vzamete, večerja mora biti čim bolj beljakovina pa zelenjava in vam povem, kje sem se jaz ujela, ko sem imela majčkene otroke, nisem razumela, kaj so beljakovine in zelenjava, za otroke sem spekla palačinke iz bele moke, namazala sem jim čokoladni namaz, ampak jaz sem pojedla palačinke brez čokoladnega namaza. Saj nič takega nisem jedla, ampak shujšati nisem mogla. In sem potem prišla do zaključka, da je problem v moki, da moram delati palačinke iz polnozrnate moke in da meni manjka beljakovin, da rabim zraven narediti skutin namaz za palačinko, če jaz želim shujšati. No in se pravi, to dvoje deluje na topljenje maščobe med spanjem, stimulira rastni hormon
in stimulira hormon DHEA, se pravi omega in C vitamin. Še to, če boste naročali pri meni, imate 10% popust s kodo zdravje. In formula 4 za vse tiste, ki ste kronično utrujeni, se pravi, zdajle prihaja noter pomlad, spomladanska utrujenost in spomladanska utrujenost kaže na to, da je telo popolnoma iztrošeno s C vitaminom. Tako da, ko boste videli, da se bo tole, da nahranite svoje celice, vi se boste res počutili dobro, več energije, več pospeška, predvsem pa to, telo ne bo več hlepelo po čudni hrani. In zdaj, če iščete odgovore, vzemite knjigo Ko imajo hormoni žur, in sicer vzamete to na začetku pri stresnem hormonu, preberete, kaj vam telo sporoča. Če neprestano želite jesti banane, vam sporoča, da vam manjka kalcija. Če ves čas hrepenite po belem kruhu, telo sporoča, da jim krom. Krom ga dobite v gobicah in predvsem pri vsakem obroku nekaj kroma, zmed teh prehranskih dopolnil imate krom v formuli 4. No in zdaj, če še se vrnem na jetrni tip, prav ta kombinacija pa pomaga pri razstrupljanju jeter, spodbudi razstrupljanje jeter in še to, pri vsakem obroku morate zaužiti nekaj od vlaknin. To pomeni, ali jeste kislo sadje, grenivko recimo, ali pa borovnice, ali pa jeste zelenjavo in s tem, ko boste imeli dovolj vlaknin, se dejansko razstrupijo vaša jetra, ker žolč se veže točno na vlaknine. Recimo, če vam pašejo gazirane pijače, vam spet manjka minerala kroma, če neprestano hrepenite po jajcih, vam manjka vitamina B8, se pravi holin, vaši možgani kličejo, nahrani me. Če hrepenite po omegi 3, pomeni, da vam manjka pektin. Pektin je v bistvu v vodi topna vlaknina, v glavnem in predvsem manjka vam tudi omega 3 maščobne maščobe, zato ker pektin pa topi maščobe. Če kar naprej hrepenite po kislih kumarcih, lahko ste noseči, seveda, ampak predvsem lahko vam manjka kalija. Kalij je mineral za razstrupljanje in deluje na to, da odvečno vodo iz celic ven spravi. Tudi če zatekate. Kislo sadje na splošno, če vam telo sporoča, da čim več kislega, potrebujete nekaj za žolč in jetra in zdaj, če se samo vrnem nazaj, se pravi dovolj vlaknin in predvsem pri tele brinove jagode, na ta način boste pomagali žolčniku in jetram, da se bo normalno, da se razstrupijo. Potem naprej mastna hrana, telo sporoča, da vam manjka kalcija in magnezija, če pa hrepenite po majonezi, vam manjka omega 3 maščobne kisline. Če hrepenite po čebuli, sicer dvomim, da kdo hrepeni, ampak telo želi dobiti naravni antibiotik, če pa hrepenite po čokoladi, ste pa namreč zelo podhranjeni z B vitamini in beljakovinami. Tako da v bistvu telo kriči, prosim, nahrani me. In zdaj, če hrepenite po olivah, pomeni, da vaše telo rabi nekaj za delovanje ščitnice in predvsem za delovanje hipofize. Če hrepenite po siru, dejansko vaše telo primanjkuje mu kalcija in fosforja, zato več uživajte potem oreščkov. Če pa recimo hrepenite po šunki, vam pa sporoča, da vam manjka dobrih maščob omega 3 in beljakovin. To najdete na spletni strani, najdete tukaj na strani 72 v knjigi Ko imajo hormoni žur, tako da tudi na knjige imate lahko popust, če vtipkate, če date zraven sporočilo koda za popust zdravje. Tako da danes en tak hitri, zdravi nasvet za dobro delovanje vašega telesa in ne pozabite, vse kar delate, delajte zato, ker imate radi svoje telo, ker je vaše telo edino vozilo vaše duše. Uživajte in objemite svoje telo, ker si to zasluži.